Spoštovani gostje, predstavniki pokroviteljev in sedme sile, dragi prijatelji in prijateljice Franje, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o predstavitvi tradicionalne množične kolesarske prireditve Maraton Franja BTC City 2018, ki je več kot le kolesarski praznik. Franja živi že 37. leto in zdi se, da je vsako leto bolj pri močeh. Barjanka je nova članica v družini zdaj že 6 tras Franje. Sicer pa je Franja generator kolesarskega gibanja pri nas in postala je prepoznavna blagovna znamka med kolesarskimi navdušenci tudi v tujini. In ker se navdušenje srca nehote izraža tudi z glasbo ter s takšnimi in drugačnimi ritmi, se bomo za uvod ogreli s točko mladega, perspektivnega glasbenika. Anže Režek, učenec osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, nam bo uvodne minute začinil s harmoniko. Prosim. Bravo, Anže. 37 let bo stara, ali bolje rečeno, mlada dama Franja. Praznik dobre volje, športnega duha in srečanja ljubiteljev kolesarjanja bo skupaj z nami praznovala 2. junijski konec tedna od 8. do 10. junija. Praznik kolesarjanja je seveda namenjen ne le aktivnim, pač pa tudi rekreativnim kolesarjem. Varnost je vodilo večine. Zmagovalec pa je vsak, ki premaga ciljno črto.
Tudi takšnih zmag je vedno vesel naš gostitelj, predsednik organizacijskega odbora Maratona Franja BTC City in predsednik uprave družbe BTC, gospod Jože Mermal. Prosim za nekaj besed. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane kolesarke, kolesarji, spoštovani pokrovitelji, vesel sem, da med nami tudi vodja oddelka za šport mesta Ljubljane, kajte to je najmočnejši naš pokrovitelj skupaj z BTC Cityjem Ljubljana. Jasno, izredno sem vesel, da so tudi med nami pokrovitelji, brez katerih tudi ni tako veličastnega projekta, kot je Maraton Franja. Mislim, da je to eden najbolj veličastnih projektov v Republiki športnih v Sloveniji. Tudi lep pozdrav predstavnikom policije, ki skrbijo za varnost naših kolesark in kolesark v 3 dnevih. In med nami sta spoštovana kolega Tone Fornezzi-Toff in pa Janez Finkler, ki sta z nami že 37 let. In prosim, če staneta, si zaslužita en velik aplavz. To je tista bogata tradicija, ki krasi Maraton Franja, da teče 37 let, da je med najbolj prepoznavnimi v svetu, z odličnimi kolesarkami in kolesarji, da ne govorimo tudi v praktično najboljši organizaciji v globalnem smislu. Skratka, ta projekt za sabo potegne vsako leto 2300 ljudi v organizaciji, od tega je tudi 150 motoristov, od tega je 40 ljudi v zdravstvenem osebju, da ne govorimo vsi, ki varujejo traso, kar se tiče samega varovanja, in da ne govorimo o sodelavcih raznih naših gospodarskih družb, ki se pripravljajo kar nekaj mesecev, da ne govorim o vodstvu Maratona Franja, ki s tem skupaj z direktorjem Penkom živi celo leto, da ne govorim tudi o naši Maji Oven, ki tudi celo leto na polno dela na tem projektu in pa še sočasno je direktorica ženske profesionalne kolesarske ekipe. V tem smislu vsako leto na račun pokroviteljev zberemo približno 500 000 evrov sredstev za to, da se udeleži trodnevnega praznika praktično 8000 udeležencev in da se je v zadnjih 37 letih udeležilo več kot 150 000 kolesark in pa kolesarjev. To so res fenomenalne številke. Da ne govorimo vse, kar se porabi in hrane in pijače tekom samega tekmovanja, pri podelitvi tudi preko 8000 kolajn vsem udeležencem v teh 3 dnevih. Ampak kaj je bistvo tega maratona? Jaz mislim, da bistvo tega maratona in tudi naše udeležbe, bi rekel, ljubezen do kolesarjenja, do kolesarstva, do kolesark in pa kolesarjev. To dokazujemo zadnjih nekaj že desetletij, kam gre in mora iti kolesarstvo, zakaj potrebujemo čim večjo mobilnost s pomočjo naših koles, ki tudi vplivajo na naše zdravje, na naše dobro počutje in na koncu tudi, da se usmerjamo tudi v smeri tekmovalnega duha na področju kolesarstva. To je tudi ena velika, bogata tradicija, ki jo negujemo v Republiki Sloveniji, da Slovenci živimo s kolesarstvom in Maraton Franja je tisti pravi ugled, kakšna naj bo tudi naša kultura na tem področju. Želim vam res prijetno praznovanje v tistih letih, dobro tekmovanje, dobro vzdušje, vse ostalo bomo pa skrbeli, da bomo na koncu zadovoljni in da vsi pridete do zasluženih kolajn. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mermal, ostanite še za trenutek tu na odru,
kajti nagrajenki razpisa za medaljo Barjanka, dijakinji Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Manci Mravlja, ki pa je danes zaradi pisanja eseja ni z nami, boste preko ravnatelja omenjene šole predali nekaj nagrad. Zato na oder kličem tudi ravnatelja, gospoda Gregorja Markla, torej ravnatelj Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Manca Mravlja, torej nagrajenka razpisa za medaljo Barjanka. Gospod Mermal podeljuje dres ekipe BTC City Ljubljana, kapo ženske ekipe, bon za vodno mesto Atlantis in majico maratona Franja. Iskrene čestitke, hvala lepa gospod Mermal. Vas pa bomo vprašala, odkot pravzaprav ideja za oblikovanje medalje, kje se je porodila in na kakšen način ste potem izpeljali ta projekt. Hvala lepa. Najprej bi se želel v imenu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana zahvaliti organizatorjem in pobudnikom tega natečaja, Krajinskemu parku Barje in gospodu Penku, ki je dal idejo, da bi dijaki oblikovali priznanje te nove trase, v bistvu nove pridružene članice maratona Franja. Skratka, nagovorjeni so bili dijaki tretjega letnika umetniške gimnazije, likovne smeri, ki so se pač lotili na osnovi Krajinskega parka, kjer poteka trasa same prireditve, oblikovati v duhu krajinske dinamike, ki je tam zelo bogata, neko priznanje oziroma medaljo, ki bi jo vsak udeleženec dobil ob koncu. In seveda izhodišče je bila tako arheologija kot kolesarstvo in najbolj seveda narava. In dijakinja nagrajenka Manca Mravlja je pod mentorskim vodstvom Iris Skobin in Damjana Kracine zastavila zadevo takole, kot jo vidite morda na sliki. Kolo, ki je najdeno na Barju 5000 let staro in je del naše zgodovine, kolo oziroma zobnik kot nepogrešljiv del, sestavni del kolesa in pa seveda barjanski okarček, ki je posebnost Barja v tem biotskem raznovrstnosti, ki jo Barje seveda ima. Tako nekako in vse skupaj je opredmeteno v temle prijetnem nakitu, lahko rečemo, ali pa priznanju medalje, ki jo vsak udeleženec prejme ob koncu. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat čestitke prenesite Manci, sicer pa ima nekaj zaslug za to dejanje zagotovo tudi mentor oziroma dva sta bila profesorja Damjan Kracina in Iris Skobin. Še enkrat iskrene čestitke. Tovrstne dogodke, kakršen je maraton Franja BTC City, podpira tudi mestna občina Ljubljane, gospod Marko Kolenc, vodja oddelka za šport pri mestni občini Ljubljane in tudi eden od snovalcev Barjanke. Prosim, da se mi pridružite. Spoštovani ljubitelji kolesarstva, lep dober dan. Maraton Franja je seveda največji športno-rekreativni dogodek v Ljubljani in skupaj z pohodom in pa Ljubljanskim maratonom predstavlja trojček kultnih športno-rekreativnih dogodkov. Mestna občina Ljubljana za kolesarstvo namenja izdatna sredstva in skupaj s kolesarskim društvom Rog spodbujamo prebivalce Ljubljane in pa turiste, da večkrat sedejo na kolo in seveda to se pozna tudi vsak dan na cestah, ko se vozimo s kolesom. Maraton Franja je seveda dogodek, ki mu je treba nameniti posebno pozornost in na mestni občini Ljubljana se seveda trudimo, da izvajamo podporo pri izvedbi tega dogodka in seveda brez velikih entuzijastov pri tem dogodku in pa sponzorjev, tukaj mislim predvsem na BTC City Ljubljana z predsednikom uprave Jožetom Mermalom in pa kolegico Majo Oven, ter ekipo, celotno ekipo kolesarskega društva Rog z Gorazdom Penkom in predsednikom kluba gospodom Štakolom na čelu tega dogodka ne bi bilo. Prav zaradi tega je tudi Ljubljana med top kolesarskimi mesti na svetu in še enkrat se vidimo na Franji in srečno vsem skupaj. Hvala. Hvala lepa.
Zdaj pa naj se mi pridruži gospod Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Barje, da iz prve roke slišimo o novosti in smernicah razvoja turizma na Ljubljanskem barju. Prosim. Hvala lepa. Prav lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Krajinski park Ljubljansko barje kot kot ga vidimo danes, je izključno delo človeških rok. Namreč, ko se je Marija Terezija odločila, da bo Ljubljansko barje spremenila v žitnico za svoje cesarstvo, so se začela prva meliorativna dela. Tako, da imamo danes eno krajino z edinstvenim krajinskim izgledom, za mrežo odvodnih jarkov, kjer so se ustvarili tudi pogoji za visoko biodiverziteto, kjer imamo kulturno krajino in vse to je bilo prepoznano tudi na nivoju države, tako da je leta 2008 ustanovila Krajinski park Ljubljansko barje. Tako da smo mi relativno zelo mlad krajinski park s tremi cilji. Eno je ohranjanje narave. Naj pri tem poudarim, da je celotno barje Natura 2000 območje, potem varovanje kulturne dediščine. Naj seveda povem, da okoli Iga imamo UNESCO kulturno dediščino Kolišč, kateri upravljavci smo tudi mi, in pa seveda eden izmed glavnih ciljev tudi omogočanje trajnostnega razvoja na tem območju. Naše mnenje je, da je Krajinski park kot edinstvena kulturna krajina izredno pomembno, predvsem tem za vzpodbujanje trajnostnega turizma. Tako da smo bili izredno veseli, da smo bili prepoznani kot območje, kjer se lahko priključimo temu velikemu dogodku, kot je Maraton Franja, z novo traso Barjanko. Trasa poteka po vseh 7 občinah. Jaz sem bil seveda osebno izredno vesel, ko smo predstavili idejo za Barjanko, da so bili župani seveda navdušeni in to podpirajo. Namenoma smo peljali traso čez vseh 7 občin, namreč to je turistično-rekreativna trasa oziroma dogodek, ki je namenjen seveda tudi promociji Krajinskega parka in pa seveda, da se ljudje vračajo. Tako da res počaščeni smo bili in se gospodu Mermalu in pa mestne občine Ljubljana zahvaljujemo tudi za izdatno podporo. Mi si začno upamo, da bo ta dogodek, ta nova Barjanka postal tradicionalni del Maratona Franje, namreč na Ljubljanskem barju se v tem trenutku izvaja vrsta projektov, ki bodo omogočala razvoj trajnostnega turizma, predvsem s poudarkom na kolesu. Naj omenim, da je na Vrhniki ravnokar bilo odprto interpretacijsko središče Moja reka Ljubljanica. Na Igu se bo izgradil interpretacijski center na Kolih, to bodo Kolišča, kjer se bo prezentirala koliščarska kultura. Jaz mislim, da je v izgradnji tudi center Barja, če me lahko popravite, ampak mislim, da bo kmalu, to je stara šola na Barju. Se pravi, imamo tehniški muzej Bistra, to se pravi, imamo vrsto že objektov, ki omogočajo ne samo enodnevni obisk, ampak mogoče tudi večdnevni obisk Barja. In res smo veseli, da se s takim dogodkom lahko prepoznamo kot bi rekel območje oziroma park, ki ga je vredno obiskati. Jaz se srčno upam, da bomo z mojimi sodelavci zmogli, da je poleg z našimi napori, da bomo poleg najlepšega mesta na svetu v Ljubljani imeli tudi najlepši krajinski park zraven Ljubljane in da bomo skupaj dihali kot celota. Še enkrat hvala vsem in upam, da nisem bil predolg. Najlepša hvala.
seveda ne in verjamem, da bo tudi Barjanka zaživela in živela. Ni slovenskega kraja, ki drugi junijski konec tedna ne bi dihal s Franjo. Kolesarska reka se namreč vije skozi številne slovenske kraje. Tisti, ki v traso niso vpeti, pa kolesarski praznik spremljajo ob strani tudi prek medijev. In kdo ne le diha, ampak živi s Franjo? Direktor maratona Gorazd Penko, prosim. Hvala. Spoštovani vsi prisotni, vsako leto omenim, da je to neke vrste stres zame maraton Franja in to celoletni iz pozitivne in negativne strani. Tako da, ko je maraton končan, nekako konzumiramo vse skupaj in ponovno najdem energijo, da se že takoj 5 minut po končani Franji lotimo naslednjega leta in naslednje organizacije. Seveda brez zvestih pokroviteljev, ki jih vidite tu za mano, najbolj zvestih, ki so tudi tu na majicah, rumenih majicah in pa seveda sodelavcev oziroma kolegov iz kolesarskega društva Rog, brez zvestih pokroviteljev in pa tudi osebja pri pokroviteljih takega, lahko rečem, vzajemnega, pristnega, zelenega dogodka niti slučajno ne bi naredili. In v bistvu vse, kar je krasilo tisto obdobje v času bolnice Franja, lahko rečemo, da krasi tudi vse, ki sodelujejo pri tem projektu. Maraton Franja je tudi nekako v trendu, če se ločimo zadnje predstavitve Barjanke, kajti pred leti so naše mame krpale luknje na hlačah, to danes mi v bistvu zelo drago plačujemo. Pred leti gospod Winkler in gospod Toff se spomnite, kako smo bentili udeleženci prve Franje nad Makedamom, danes ga pokrovitelji največjih dirk na svetu iščejo. Tako kot smo ga najdli tudi mi na Ljubljanskem barju. Idejo za dogodek na Ljubljanskem barju je dal kolega gospod Mark Koge, ki prihaja iz Nizozemske. On sledi ta dogajanja malo bolj. Na akademiji se je to zgodilo maratona Franja, kajti v tujini obstajajo prav društva, ki namenoma sledijo samo takim kolesarskim prireditvam. Jaz sem to idejo hitro realiziral in porodila se je, preskočila iskra, tako da smo priskočili do Krajinskega parka Barje, skupaj z gospodom Kolencem, tudi nekaterimi tekmovalkami smo večkrat specialkami prekolesarili tudi Barje, pa še kaj več tam, kjer smo se včasih vozili z mountain bike, smo se sedaj s specialkami, tako da kvaliteta pneumatike šla tako naprej, da se lahko s takim kolesom, ki jih vidite tukaj, tudi dokaj brezskrbno vozite po Makedamu. Za vse tiste, ki se pa bojijo, da bodo dobili defekt na 28-kilometrskih odsekih po Ljubljanskem barju, bo pa podjetje Continental oziroma Proloco zagotovilo brezplačno vse zračnice, tako da jasno vsi vabljeni. Tudi jaz si bom dovolil, da bom kot direktor maratona tokrat na kolesu prevozil 83 km, čeprav neka poslovna etika poveljuje, da si stalno na telefonu in v avtu, ker je potrebno pač kontrolirati cel potek situacije, vendar se bom z novo tehnologijo tako opremil, da bom vse skupaj spremljal na telefonu in po radijski vezi. Toliko v bistvu o Barjanki. Zakaj še Barjanka? Zato, ker je to trend v kolesarstvu, kot sem že omenil, največji prireditelji vnašajo makedonske odseke na največja tekmovanja. Drugi razlog, zakaj je Barjanka, je zato, da promoviramo ravno projekt Krajinskega parka Ljubljansko barje preko maratona Franje, ki ima že mednarodno veljavo in pa preko ženske ekipe, ki sodeluje na največjih kolesarskih prireditvah. In pa zato, ker nam je že nekaj let cilj, da maraton Franja naredimo nekako 3-dnevni tekmovalni dogodek. Sedaj sta to v igri Barjanka in pa občina Cerkno in
bomo videli, kako bo potem ta 3-dnevni tekmovalni dogodek potekal. Mislim pa, da ima ravno dirka po Barju v bodoče največji potencial. Kar se tiče pa ostalih dogodkov, na maratonu Franja ni sprememb. Vemo, da ima kronometer Ljubljana, Domžale Ljubljana že mednarodno veljavo, že kar izredno eminentnimi zasedbami iz tujine zaradi ženske kolesarske dirke. Naj omenim, da je bil lani tudi večkrat omenjen na svetovnem prvenstvu, kajti kar nekaj udeleženk kronometra je nastopilo tudi na svetovnem prvenstvu v Bergnu na Norveškem in tam nekako zadrhti srce, ko speaker omeni ime Ljubljana, Domžale Ljubljana. Sobota, kot smo omenili, je že nova z Barjanko, ki bo štartala na Kongresnem trgu ob 8 uri zjutraj. Naj povem, tudi veliko predstavnikov medijev je tukaj, da že vnaprej ne povejo, da to ni tekmovalni maraton, da je to promocijska kolesarska prireditev, ki bo imela 3 postanke v dolžini 10 minut na okrepčevalnicah, kjer se bodo predstavili tudi lokalni turistični in pa kulturni dejavniki. In upam, da bomo skupaj z našimi reditelji in pa seveda z gospodi iz policije, ki stojijo tam zadaj, varno pripeljali ta maraton v BTC v nekako najbolj kritični uri v soboto ob 12. Hofer družinski maraton je nekako že stalnica in je nekako največja prireditev znotraj prireditve. V nedeljo pa jasno klasični maraton, ki sta jo zasnovala gospoda tukaj v prvi vrsti, gospod Tof in pa gospod Winkler. In pa mali Triglav maraton, ki je pa nekako, lahko rečemo, tudi že v zadnjih 15 letih postal stalnica. Hvala lepa, Gorazd Penko, in srečno tudi na kolesu. Hvala. Za eno novost smo že slišali, tudi kar zadeva pokvarjenih počenih zračnic. Torej še eno letošnjo novost naj omenim, suvereni kolesarski servis Peugeot, ki se bo nahajal na Peugeotovem razstavnem prostoru. Tam bo mehanik brezplačno izvajal manjša hitra popravila koles in tako poskrbel, da bodo imeli udeleženci čim manj težav s svojimi kolesi med ali pa po maratonu. Pokale 260 jih je tudi letos za najboljše na maratonu izdelalo podjetje MDM. Rumeno majico, Hofer majico za leteči cilj na Kranjčevi, Pro Action majico, Prigo majico za leteči cilj na Brezovici, pa najboljšim na Franji podarja podjetje Banam, izdelovalec športnih oblačil. Skratka, tudi servis in prelepe majice so kamenček v mozaiku čudovite zgodbe v različnih odtenkih, na katero je, verjamem, izjemno ponosen tudi predsednik kolesarskega društva Rog, gospod Aleks Štakul. Izvolite. Spoštovani vsi in spoštovane, prav lep pozdrav v imenu kolesarskega društva Rog Ljubljana. Izjemno ponosni smo in počaščeni, da je med nami danes tudi tovariš Janez Winkler in pa seveda tovariš Tof. Zakaj jo imenujem tovariša? Zato, ker je poslanstvo maratona Franja in seveda tudi ideja in vse, kar se je nadaljevalo z prvim maratonom, temeljilo na bolnici Franji in na zdravnici Franji Bitovec v tistih časih, ko so izkazali velik pogum, plemenitost in vse tisto, kar tudi danes krasi slovenske kolesarke in slovenske kolesarje. Ob tej priložnosti bi se seveda rad posebej zahvalil vsem sponzorjem, pokroviteljem, zlasti pa mestni občini Ljubljana in družbi BCC City, ki sta v pravem trenutku zaznala in izkazala svojo družbeno odgovornost, da ta maraton živi, polno živi in da vsako leto imamo nove in nove ideje, da se bo ta prireditev večno usidrala in ostala med nami, tako da bomo tudi v prihodnje lahko pozdravili
nove in nove slovenske kolesarske talente, kot je to izkazal preteklo leto Jan Polanc, pa včeraj na najdaljši etapi Matej Mohorič. Ponosni smo na to in zasluži si en velik naš aplavz. Hvala tudi slovenski policiji, ki tako lepo skrbi za varnost. Hvala seveda tudi vsem, ki sodelujete pri organizaciji, številnim redarjem in seveda hvala tudi vsem 7 občinam, ki ste podprli to novo idejo maratona Barjanka, ki se bo gotovo, kot je naš neumorni direktor maratona Gorazd dejal, da bo to seveda nov izziv za številne kolesarje v svetu. Hvala vam in srečno. Hvala lepa. Janez Winkler, Zvone Zanoškar in Tone Fornici Top so tisti, ki so zakoličili čudovito športno-rekreativno kolesarsko reko. Pravi biser v koledarju športno-rekreativnih prireditev, pravi biser med nami pa Tone Fornici Top. Jaz bom zelo kratek, no, zdaj, ker ste toliko naj omenjali, je lepo, da si omenila Zvoneta, ker brez Zvoneta tega maratona res ne bi bilo. Prosim, dajmo se ga spomniti, ne bom rekel z minuto molka, ampak on je bil zelo vesel, če smo mu zaploskali, dajmo malo. Hvala lepa. Prejšnji teden sem spet znoril, me je en kreten srečal v mestu in je rekel, mi bomo zdaj prišli na oblast. A ja, kdo pa ste vi? SDS, stranka desnega sranja, kaj boste naredili? Prav, ko prijemo na oblast, bomo najprej zamenjali ime Maraton Franja. Nikdar ga ne bojo in nikoli. Že na Janeza so bili veliki pritiski, pa koliko časa boste imeli še to Franjo? Franjo bomo imeli, jaz mislim, kaj v 3. tisočletje, ali kdo proti nihče, hvala. Sam to sem hotel povedati, da ima Franja res tak izjemen sloves, da sem čedalje bolj ponosen, da sem bil zraven, ko se je ta Franja rojevala. Hvala lepa. Hvala lepa. Za konec pa si bomo še enkrat privoščili glasbeno točko mladega harmonikarja. Anže Režek, prosim, pridi kar bliže. Po njej pa vsi vabljeni na zakusko in seveda še enkrat na Maraton Franja BTC City 2018. Hvala vsem za prisotnost, udeležbo in lep dan še naprej.
Bravo, Anže. V koncu prosim še enkrat vse govorce, da pridete na oder za eno skupinsko fotografijo. Hvala.